En lep pozdravček vsem na strani Barbara Mali. Evo, danes se vam spet javljam takole preko Facebook livea in sicer zato, da dejansko vam pravzaprav dam eno orodje, ki vam bo pomagalo iti ven iz norosti. Torej, še posebej, če gledate razne skupine, ki so tukaj na Facebooku, če se udeležujete teh pogovorov in tako naprej. In prav je, da ste informirani, a ne, da pač ostanete pač seznanjeni s tokom informacij, ampak morate vedeti, da tudi se energijsko zavedate, torej da je vaše zavedanje večje, kot ste kadarkoli mislili, da je mogoče. In dejansko lahko zaznavate svetove ljudi, s katerih delujejo, greste v njihove resničnosti, torej energijsko greste v njihove resničnosti, zaznavate njihove poglede, njihovo energijo, njihove misli, njihove norosti, a ne, in pol lahko dejansko naenkrat mislite, da je to vse vaše. Torej, zato bi vam priporočala, da prvo orodje, seveda, tako sem ga že velikokrat omenila, ne, da rečete pač, komu to pripada. In že če boste to vprašali, ne boste iskali odgovora, zato ker ni pomemben odgovor, se bo torej če recimo imate neko norost ali pa neko obsesijo, nekaj tako vas skrbi, se vprašajte, komu to pripada, in če ni vaše, bo izginilo oziroma se bo olajšalo. In večkrat če se olajša, se pol večkrat zaporedoma vprašajte. In če pa še kar obstajajo misli, če so tako kot neka obsesivnost, kot neka norost, a ne, potem pa uporabite tole orodje, ki se imenuje nora fraza. In sicer, kako se glasi nora fraza? Nora fraza je: vse je nasprotno od tega, kar se pojavlja, in nič ni nasprotno od tega, kar se pojavlja. Tudi če nima ta fraza za vas nobenega smisla, je prav, a ne, zato ker pač je nora, nora fraza. In torej, dajmo vzeti recimo neko stvar, okrog katere zdaj obsesirate, imate neke nore misli, neke misli, občutke, nekaj tako, kar vas dela pravzaprav nore, oziroma se vam zdi, da ste že na robu mogoče neke norosti. In dajte to vzeti in bomo zdaj to skupaj naredili. In za ta pač ali misel ali neki občutek ali karkoli, neko energijo, dajmo vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič ni nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič ni nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič ni nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, in nič ni nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič ni nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič ni nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič ni nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič ni nasprotno od tega, kar se pojavlja. In poglejte zdaj, če se ta zadeva že kaj spremenila, se že kaj olajšala. Če ne, gremo še naprej. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič nasprotno od tega, kar se pojavlja. Vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič nasprotno od tega, kar se pojavlja. In to ponavljamo toliko časa, dokler se zadeva ne spremeni. Torej, to lahko uporabljamo za vse neke svoje obsesivne misli in to ponavljamo res, tako kot sem rekla, toliko časa, dokler enostavno se ne znormaliziramo na neki način, pridemo spet v to, kar vemo, da smo mi, to energijo sebe, ki jo poznamo, a ne. In pol to lahko uporabimo tudi recimo pri nespečnosti. Torej, če na primer ne moremo spati ponoči, si lahko to frazo ponavljamo in nam pomaga, da lažje zaspimo. Potem pa tudi, če imamo kake nore osebe okrog sebe in verjamem, da imate kake nore osebe okrog sebe, in tej osebi lahko to rečete na glas, dejansko ko vam začne kaj govoriti ali pa kaj, rečete na glas nekajkrat, torej vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič nasprotno od tega, kar se pojavlja. In vas bo gledala in ne bo vedela, za kaj se gre, in vas bo gledala in vi še rečete vse nasprotno od tega, kar se pojavlja, nič nasprotno od tega, kar se pojavlja.
In dejansko, kaj povzročite s to noro frazo? Torej, ali če to sebi govorite, lahko si to tudi v glavi ponavljate, ni treba na glas, seveda, a ne. Ampak če pa kaki drugi osebi, če boste rekli, pa ji rečete kar na glas. To naredi, da te pravzaprav nevronske povezave v naših možganih, da se spremenijo, a ne, ker jim to ni nobene logike nima za naše možgane ta nora fraza in se dejansko to pol, spremeni in pol pravzaprav imamo neko večjo lahkotnost pol vsem skupaj, a ne. In, to je ta nora fraza eno od orodij, ki se jih naučite na Access Bars delavnici. Torej na Access Bars delavnici se ne naučite samo teh 32 točk na glavi, ki si jih pol lahko zaganjate in se znebite vseh živih misli, pogledov in čustev, ampak dobite še en kup enih orodij, kot je tale recimo nora fraza, s katerimi se takoj lahko začnete kreirati drugačno življenje na drugačen način. In če vas zanima kaj od tega, da bi se opremili s takimi orodji, imam naslednjo Access Bars delavnico naslednjo nedeljo, to je v 27. septembra, v Hiši neskončnih možnosti na Lavrici, in če vas pokliče, lepo vabljeni in bomo tam še pol, rekli, mislim, bomo dejansko obravnavali vse te stvari, torej vsa ta orodja, res tako je, ta Access Bars delavnica je tako bogata zdaj, mislim, tako jaz učim že te Access Bars delavnice od leta 2013, od tam nekje januarja, februarja. In, vem, koliko se je pač pravzaprav spreminjal priročnik, pač Barsi so skozi enaki, a ne, to se ne spreminja, ampak sama vsebina tega priročnika postaja vedno, vedno bolj bogata, a ne, tako da, dobite še res ogromno enih drugih stvari. Tako da to, drugače pa uporabljajte orodja, poglejte tudi pod videe, torej pod ta zavitek, zavihek videi, ker je tam toliko enih orodij sem že predstavila, in vzemite tisto, ki se vam zdi v tem trenutku najbolj primerna, in uporabljajte to. Ne pozabiti, uporabljajte. To je implementacija oziroma uporaba v praksi naredi razliko. Okej, če samo vemo za nekaj, dejansko, to ne naredi razlike. Ampak če karkoli se vam dogaja, se lahko vprašate, kako lahko boljše kot to. Okej, kako lahko še boljše kot to. In torej ne iščemo odgovorov tukaj. Ne iščemo odgovorov, samo vprašamo vesolje, okej, kako lahko boljše kot to. Sprašujemo o nekem zavedanju. Okej, kako lahko boljše kot to, in če boste spraševali po boljšem, se bo začelo prikazovati boljše. In zdajle je en tak čas, no, ko tako se nam zdi, da res gre svet tako v v nori vlak, v ne vem kam, a ne, in zdaj je tudi čas, da še bolj to sprašujemo, kako lahko boljše kot to, a ne. Če vprašamo, pol prejmemo. Deluje pa to skozi isto, a ne, to se ne spremeni, kakršnekoli so okoliščine tudi zunaj, dejansko, če bomo spraševali po boljšem, bomo pač dobili boljše, a ne. Tako da, lepo se imejte, lep večer in lep miren večer in, kaj vse je še mogoče zdaj. Čao, čao.